Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudičev advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Ta epizoda je namenjena eni od mojih najljubših aktivnosti in to so potovanja. In danes je moj gost Uroš Stanič, tudi moj sopotnik na kakšnem od potovanj. Uroš, a se lahko predstaviš tako, kot želiš biti predstavljen? Maja, najprej živjo in hvala, ker si me povabila sem. Upam, da ne boš preveč hudičev advokat danes. Tega te je prav strah, ne? Tega hudička. Hudiča se pa jaz malo bojim, ampak ne. Da bom tudi začel malo bolj v šaljivem tonu, kako se jaz predstavljam zadnje čase. Tako zelo poenostavljeno, da sem nogometaš, ki je postal turistični vodič. Ampak drugače pa na Instagram ali pa Facebook profilu piše, da sem oblikovalec potovanj. Mislim, da je to mogoče malo boljša definicija. In sicer oblikujem potovanja za svojo agencijo, ki jih tudi odvodim, oziroma jih odvodimo, saj nas je več. Pa tudi za druge, ki samostojno potujejo, če rabijo kakšen nasvet ali pa mogoče tako globljo pomoč pri sami organizaciji samostojnega potovanja. Drugače sem pa magister ekonomije. Prej sem se veliko ukvarjal s športom, tudi igral nogomet, tako en tak soliden prvoligaški igralec sem bil med študijem in sem potem ostal v nogometu delati dolga leta. In to moje, bom rekel, nogometno življenje je bilo veliko povezano s potovanji, takrat me je malo okužila potovalna mrzlica, ta travel bug, ki me je nekako odpeljalo pol do odločitve, da se začnem s potovanji ukvarjati bolj resno. In zdaj sem, ajde rečemo, organizator potovanj. Okej, ker si vsem ti prvič omenil besedo turistični vodič, morda za uvod, a je kaka razlika med turistom in popotnikom? Ja. Bistvena razlika, s tem, da jaz moram reči, da turistov v pravem pomenu besede skoraj ne poznam, ker se nam na potovanjih pridružujejo popotniki, skoraj izključno. Ampak ja, mislim, da si popotnik recimo želi veliko bolj globljo izkušnjo, ne samo nekaj videti ali pa nekaj odkljukati. Popotniki ne hodijo na dopust, ne, grejo na potovanje, imajo veliko večja pričakovanja od tega. Ja, tako da bi rekel, da je popotnik malo bolj kompleksna definicija kot sam turist. Če se dotakneva pričakovanj, ker s pričakovanji se v resnici vse začne, lahko se pa tudi zelo hitro vse konča, če pričakovanj nimamo na istem imenovalcu. Danes v bistvu odhajamo v države tretjega sveta zaradi nekih obljub, nekih sanjskih destinacij na Instagramu, Facebooku, na drugih družbenih omrežjih, a ne. Zdaj, v resnici je pa izkušnja, ki jo ti dobiš, prilagojena temu, kamor odhajaš. To so vseeno destinacije, ki so relativno divje, ki morda, kjer je življenje drugačno, kot je življenje pri nas. In v bistvu prihaja do razkoraka med tem, kar misliš, da kupuješ, in med tem, kaj dobiš. Kaj misliš ti o tem oziroma kako naslavljaš ta pričakovanja pri tvojih gostih, pri tvojih prijateljih, pri tvojih sopotnikih? Ja, ta pričakovanja, ki res izhajajo dandanes predvsem iz teh vizualnih zadev, ki jih dobivamo z družbenih omrežij, predstavljajo precejšen izziv, ker letvico dvignejo, letvico pričakovanj, dvigajo izjemno visoko. Objave, moram se tudi sebe včasih zalotiti, tudi moje včasih so zelo spolirane, zelo lepo prikazujejo določene destinacije, saj niso lažnive. Takrat jaz, kadar tako nekaj pač zapišem, objavim, posnamem, jaz res to tako vidim, ampak pogledam pa z distance kasneje, ne, pa rečem, če bi pa samo to sliko, samo to podobo te destinacije videl, bi pa mislil, da je to pač neki eksotični raj, nikoli nisem tako, ne. In kaj se potem v praksi dogaja? Seveda, zaradi velikih pričakovanj ljudje postanejo vzhičeni, doma mi komaj čakamo to potovanje, želijo si odkljukati vse, kar jim je bilo
z nekimi podobami obljubljeno, v navednicah. Videli bomo to, videli bomo ono, videli bomo ne vem kaj. Pri meni so v velikem ospredju med drugim tudi živali in to je ena stvar, ki je velika spremenljivka, nikoli ne moreš vedeti, da bo, ampak rečemo na zadnjem potovanju v Indiji, smo že na prvem safariju, to je bila izjema, lepo opazovali tigra in vsi sopotniki so kar rekli, pa kaj če bomo zdaj v Nepal hodili, saj smo tigra že tule videli, kljukico so naredili, bi šli naprej, kar je bilo meni tako, ne. Nismo prišli delati kljukice, izkušnje so povsod drugačne in tako naprej. Ja, ni mi bilo samoumevno, daleč od tega. Jaz sem bil 4-krat v tem istem parku, pa mi je prvič uspelo v tem parku ga pač opazovati, ne. Tako da sopotniki grejo res z velikimi pričakovanji in to ustvari kar neki pritisk name, na moje sodelavce, kako bomo pač stvari dostavili. Realnost je pa tako, realnost je pa mešana. Mi se izjemno veliko časa porabimo zdaj in se trudimo, da bi našli neke kotičke, ki niso preveč obljudeni, ampak realnost je, da popularnost potovanj izjemno narašča, tako da v bistvu kamorkoli danes prideš, nisi več sam. Tudi v divjini ne. Razen če hočeš res zaiti nekam, kjer je pa, bom rekel, res že toliko izven cone udobe, da je tudi že za nas, bom rekel, malo mejno. Se pravi, delimo si lepe kraje z veliko drugimi popotniki. Dandanes ne samo s popotniki iz razvitega zahodnega sveta, ampak se ustvarja ena velika masa popotnikov v teh državah, ki se hitro razvijajo, Indija, Indonezija, Brazilija, to imajo milijone ljudi srednjega razreda, ki tudi sami potujejo v svojih državah in jih seveda na destinaciji srečamo, to je vendarle njihova dežela. To je en tak izziv, da ne bomo nikjer prav sami. Drugi izziv, jaz sem že omenil, pač nepredvidljivost, kar se tega živali tiče. Tretji izziv je vpliv klimatskih sprememb. Sezone niso več definirane, tako kot so bile včasih. Monsun, ne gremo v dežju in ko pridemo, bo sonce. Mogoče bo, mi se trudimo, nikoli ne potujemo, to moram reči, nobeno destinacijo, kjer ne bi bila v sezoni. Ni tako, kot je bilo včasih, da so bile jasno definirane sezone. Danes prideš v popolni sezoni, ki bi mogla biti, pa te preseneti dan, 2, 3 dni dežja, kar je velika težava, bom rekel, za organizatorje potovanj, ki potujemo nekam, kjer smo odvisni od narave, ne. Zdaj, če bi potoval v urbanih središčih, neka cerkev, neka galerija, muzej je vedno lahko, ampak mi nimamo bom rekel, tega izhoda, ne. Pač narava je, živali se v dežju poskrijejo, težko je snorkati ali pa se potapljati v nevihti in tako naprej. Tako da ja, izzivov povezanih s temi pričakovanji je veliko, ampak moram pa reči, da se mi še ni zgodilo, da bi bili kdaj kje, da bi šlo vse narobe. Se lahko zgodi, da se kakšna stvar ni skladna s tem, kar smo si predstavljali, se pa po drugi strani pojavijo nekaj, česar nismo pričakovali, ta neki element presenečenja, ki potem uravnoteži izkušnjo in več kot 90% potovanj smo mi, ker mi tudi potujemo, tudi če smo organizatorji ali pa vodiči, in naši sopotniki zadovoljni z njimi. Se smem še malo vrniti nazaj na spolirane objave, a ne. Jaz sem že tudi v podcastu gostila goste, ki pravijo, da pač na žalost smo mi dandanes naštimani tako, da moraš ustvariti neko blagovno znamko in blagovno znamko ustvarjaš na lepe stvari, na lično zapakirane, na spolirane. Pri čemer je pa pri potovanjih to niso nobena izjema, zato res čudovite fotografije, tudi sam si pač izjemen fotograf, tvoje fotke, ke pridejo ven, so res tako a ne, izgleda res vse čisto hudo. Ampak dejstvo pa je, da ko ti prideš na to isto destinacijo in se postaviš na isto točko, kjer je bila ta fotografija posneta, in narediš praktično, z istimi očmi jo gledaš, je realnost preprosto drugačna, kot je realnost skozi objektiv. Da ne povem, da že samo pot do tja, ki je težavna, pa morda malo lakote, ki jo ob tem čutiš, ker ni bilo toplih obrokov, pa morda neprespanost, pa jetlagi, pa vse skupaj, v bistvu možganom da impulz, da je pravzaprav to vse skupaj čisto drugače, kot si ti predstavljal, a ne. Ampak vendarle, pa govorimo o paradoksu, blagovna znamka pa mora pokazati lepe stvari. Kaj nam sploh ostane, da bi bili malo bolj realni glede tega?
kaj pričakovati, kako država tretjega sveta pravzaprav izgleda. Da ni vse samo wow in sploh in oh. Zdaj, če začnem pri tem vizualnem efektu, je dobro razumeti neke osnovne zakonitosti. V primeru, ne vem, če je bila neka fotografija, bom rekel, morja, plaže, posneta iz zraka, iz drona, izgleda vedno svetlejša, bolj turkizna, bolj lepših barv, kot je v resnici. Ne zato, ker bi se nekdo zlagal ali pa bi v postprodukciji to naredil, ampak sama perspektiva iz zraka to povzroči. Tako da dronsko sliko plaže moraš recimo gledati s to distanco oziroma s to rezervo. Drugače pa, če grem pa zdaj na tisti drugi del, povezan s tem, ko mi nekam pridemo utrujeni, ja, časovna razlika je hudič. Moja izkušnja osebna je taka, da resnično prve 3-4 dni neizmerno uživam na potovanju. Ponavadi nimam vrhuncev potovanja na začetku, ker se moramo aklimatizirati vsi skupaj. Tako da na srečo je pa pol, bom rekel, drugi del ali pa večina pač nadaljevanja potovanja je pa potem okej in je to tisto, kar nam ostane v spominu. Je pa res, da se lahko prvi dan, drugi dan vprašam, ne, jaz sem pa si to predstavljal malo drugače, ne, ampak je res povezano s tem, da smo neprespani, utrujeni. Otroci, ki so z nami, so podobno lahko tečni iz istih razlogov. Čeprav običajno manj kot odrasli. Običajno manj, ja. Zato jih imam zelo, zelo rad na svojih potovanjih, ker v bistvu zelo lepo, ko bi rekel po slovensko offsetajo, pač nadomestijo, kakšne, se znotraj družine pojavijo kakšna trenja, ki jih otroci pol zgradijo s svojo, bom rekel, tako pristnostjo. Bom samo nadaljevala tukaj, a ne. Jaz mislim, da je praktično nemogoče, da se na takih potovanjih znotraj družine ali pa znotraj sopotnikov trenja ne pojavljajo. To pa preprosto zato, ker razmere, v katerih si, niso idealne. Z vidika ni samo udobje, nisi vedno sit, nisi vedno prespan in vsi ti izzivi pridejo preprosto na plano. Morajo, zato ker če kdaj, pol pridejo v takih okoliščinah, a ne. Po drugi strani si pa vsi predstavljamo, da na potovanju bo pa vse lepo, to bo pa vse čudovito, pustili bomo službo za sabo, vsakodnevne skrbi, pa se potem izkaže, da pa pridejo v bistvu neka druga trenja, ki morda niso povezana s tem našim vsakdanom, ampak so pa ravno tako nekje globoko zasidrana. Koliko tega opažaš in kako v bistvu to na neki način naslavljati? Ali pa kako se psihično pripraviti, da čim bolj spustiš, pa da je tega čim manj? Ja, jaz sicer s tem nimam težav, ker imam ogromno izkušenj in grem, bom rekel, Ti osebno, ne? osebno, grem pripravljen na potovanja, opažam pa pri veliki večini sopotnikov, da tempo pač življenja doma je hud, ne. In zelo težko je, bom rekel, se pripraviti na potovanje, ne. Delamo do zadnjega, maili, sporočila nas lovijo še med potjo. In ta odklop je težko narediti in vsi grejo pa s tem mindsetom, saj ko bom tam, bom odklopil, ne. Ne boš, rabil boš 3-4 dni, ne. Tako da bom rekel, meni je škoda, ker potovanja so dandanes investicija, ne moremo mimo tega, tudi finančna. In ti nekam greš, kjer boš 2 tedna v povprečju, in potem, bom rekel, iz teh razlogov, ki sem jih prej omenjal, 5 dni, ne bom rekel, da vržeš proč, ne, ampak jih res neoptimalno izkoristiš, zato ker si pač si šel nepripravljen na potovanje, no, v smislu si saj ne rečem, da je lahko, marsikdo, ki je pač, bom rekel, ali podjetnik ali v službi tako našponan, nimaš izbire, ne. Pač mogel boš, da greš lahko, pa še okolje te tako gleda, ne. Ti greš zdaj na dopust, ne greš na dopust, ne. Greš nekam, ker se boš vozil 14 ur letalo, 5 ur s čolnom, 3 ure z avtobusom, ne. In če prideš tja, bom rekel, izčrpan, je potem velika možnost, da potovanje vsaj v tem začetnem delu mogoče res ne bo optimalno, kot bi lahko bilo, ne. Majčkeno si se prej dotaknil, čisto nezavedno si omenil, da te stvari ostanejo v spominu. Koliko mi danes sploh še potujemo zato, da nam stvari ostanejo v spominu, koliko pa ljudje potujejo zato, da imajo fotografije, spomine nekje zabeležene, da jih lahko postajo na družbena omrežja? Ja, jaz sem začel recimo potovati, to so bili drugi časi, prav zaradi spominov. Ugotovil sem v bistvu, da so bila vsa potovanja, ki smo jih imeli skupna z družino,
neki mejniki za nas. Nečesa sem se spomnil, je bilo povezano s potovanji, ker nismo v nekem rutinskem okolju domačem. Ne vem, ali je Filip začel plavati tam na Maldivih, pa je to bilo to potovanje, ali je Jakub prvič z masko na Borneju pod vodo gledal tako. In v bistvu takrat so mi tile spomini res bili ena taka res, res pomembna stvar. Mislim, da so še vedno. In ne smemo biti preveč, bom rekel, krivični tudi do posnetkov, ker posnetki nam shranijo te spomine, ne. Mi nimamo pač ne, ko se staraš in tako naprej, se ne moreš spomniti vseh nekih detajlov in to je dobro, da je na fotografiji ali pa na nekem posnetku. Je pa res, dandanes v tej instantni družbi ne hočemo to neko gratifikacijo hitro in kako bi nam mogoče zavidali drugi oziroma ko bi se radi pohvalili, kje smo, in to vse gre takoj in isti dan ali pa še v roku pol ure gre na splet in potem vse skupaj malo izgleda tako, ampak je še vedno tako romantično. Mislim in upam, da to ni prevladalo, da v bistvu ti spomini ostanejo in da so ena stvar, zaradi katerih se ljudje vračajo. Ne zato, da bojo imeli 3, 4 objave, ki bojo performale dobro na družbenih omrežjih, ampak zato, da predvsem kot družina s svojimi otroki, otroci grejo, imaš nekaj omejenih let na voljo z njimi in moraš iz nekega udobja, moraš iz neke rutine, če hočeš, da bo nekaj ostalo, nekaj skupnega. Torej, bi v bistvu rekel, da je ta element širjenja obzorij še vedno prevlada nad hvaljenjem, glejte, kje smo bili in kako smo se fino imeli. Ja, absolutno. Še posebej, kar se otrok tiče, nekaj res največ, kar jim lahko damo, in razširimo obzorja. V smislu, da danes te stvari, ki jih mi v razvitem svetu imamo, niso samoumevne in to vidijo pač iz prve roke. Tekoča voda, odpreš pipo, imaš vodo za piti. V nobeni od držav, kjer mi potujemo, države tretjega sveta, tega ni. Da odprejo pipo in lahko pijejo vodo. Jo morajo prekuhati, jo morajo pač, saj mi ne moremo njihove vode piti, recimo, ker je oporečna in tako naprej. In otroci, ko to vidijo, si razširijo ta obzorja in to je ena taka velika stvar, ki jo lahko damo. Njim in sebi absolutno tudi, ne. Še o enem paradoksu sem želela spregovoriti, a ne. Jaz mislim, da smo res kar vsi tako naštimani, da iščemo kraje, ki niso tako zelo turistični. Torej, motijo nas so turisti na destinacijah, kamor potujemo. Po drugi strani, pa mnogi od nas, nam paše, da so nastanitve, kvalitetne, da so prilagojene nekemu našemu okusu, da ohranjajo neki standard, a ne. Ampak vendarle je pravzaprav to mogoče samo, če je dovolj turistov, ke to, koristi. V nasprotnem primeru je zelo težko vzdrževati neke kapacitete, ki so primerne za nas ali pa ki so nam všeč, zato da bomo tam sami in da ne bo nikjer nobenega. Hočem povedati, da a pričakujemo malo preveč. Mi bi radi vse, hkrati bi radi, da je tudi malo cenovno relativno ugodno, a ne, hkrati pa smo za to pripravljeni dati neko samo omejeno, recimo časa, sredstev in tako naprej. A opažaš ta paradoks? Ja, opažam, absolutno. Absolutno, to je velik izziv, ne, ke se pač, povezan malo s tem, ke sva prej govorila o pričakovanjih. Dobro si ga izpostavila. Se pravi, ne obstajajo kraji, ni jih več, ali pa obstajajo zelo za kratek čas, ke bi odkljukali vse to, da bomo in sami in da so Udobni, da so udobni, da bo in da bo pač, vse to, kar rabimo, da pa ne bo drugih. Ker če je tako, tudi tisti, ki to ima, se pravi, to je nekdo, ki ima neko podjetje, se z nečim ukvarja, od nečesa živi, in ko je to popularno, bo hotel to razširiti. In pol se pač dogaja, da meni se dogaja ta minljivost, no. Mogoče celo zaradi tega malo preveč begam, v smislu, ke se mi zdi neka destinacija se je preveč spremenila, tudi mikrodestinacija, tudi neki lodž ali pa neka plaža, nekaj, in potem iščem tisto, kot je bila prej, ne. To je pa veliko težje in se moramo veliko bolj odreči drugim stvarem, dlje moramo potovati predvsem, globlje recimo v divjino, več plačati. Nekateri so se pozicionirali, če želiš ti neko odmaknjenost, samoto in udobje, je to upmarket, tako da Ja, saj logično. logično. Ker v nasprotnem primeru to ne bi bilo finančno, Ni vzdržno. Po vzdržno. ekonomskih načelih ni Tako. vzdržno, ne. Ampak, ja, ljudje, ki se v to ne poglabljajo, se pravi, niso v tej industriji, v tem biznisu, kot sem sam recimo zdaj, ne, to ne gledajo s temi očmi, ne. Gledajo pač, hočemo vse to tako, ne. Preveč ljudi, ni tega, je ono,
Ali pa ne vem, ja, skupne kopalnice, mi bi imel privat, ja, v redu, vse v redu, samo če bo to pol na eni taki ravni, bo ali dražje ali bolj popularno in tako, kot si pač ugotovila, ne. Žal se izključujejo te stvari, ne. Um, tudi recimo nekaj, kar jaz opažam, a ne, saj res je vse že zelo dostopno. Torej letalske karte so relativno dostopne, dejansko lahko potuješ v praktično vse dele sveta. Ampak vendarle je kar nekaj destinacij, do katerih je priti relativno naporno. Zato, ker je treba kombinirati denimo različna prevozna sredstva ali pa že več letal kombinirati, to je naporno, ali pa zato, ker je treba, potem, ne vem, kombinirati, kopensko pot pa, ne vem, plovila. In, na koncu je to nujno povezano z utrujenostjo, s tem, da se preprosto ne moreš počutiti in sploh in in da preprosto, ko prideš tja, zaradi utrujenosti, zaradi možganskih povezav, ki so drugačne, kot so bile, ko si ti od doma razmišljal, kako bo to čudovito, kažejo neko drugo sliko, a ne. Kaj narediš ali pa kako v bistvu naslavljaš vnaprej te situacije, da bi ljudem dopovedali, da v resnici je potovati zelo, zelo, zelo naporno? Ja, to je pač potrebno narediti domačo nalogo, prav na moji strani, na naši strani, da se to pač predvidi iz izkušenj, da ne pretiravamo z distancami, da ne pretiravamo z aktivnostmi, da poskušamo razmišljati o hrani, o počitku, o spanju. Ampak kot sva prej ugotovila, imamo tule ta paradoks oziroma to, da se te stvari, bom rekel, nujno več nečesa pomeni manj drugega, ne. Če se nam ne bo toliko potovalo, bomo ostali nekje, kjer nas bo več, kjer je mogoče malo manj eksotično, kjer je malo manj posebno, ne. In vse te stvari je treba dati na tehtnico, ne. In dandanes recimo, kot si omenila, v bistvu vsi doma lepo lahko tudi planiramo sami, zelo je dostopno, imamo umetno inteligenco, ke veliko ve o destinacijah in kako do tja priti, in se nam vse zdi tako jasno vnaprej, ne. Se je treba zavedati, da govorimo o nekih detajlih, ne. Kot sem že omenil, so potovanja pač neka investicija, nekam gremo, česar smo se veselili mesece, pripravljali na to mesece, vložili veliko denarja v to, in zdaj je treba pač to poskušati narediti, da bo čim bolj popolno, ne. Če je to na 80%, je škoda, ne. Na 80% se potovanja da splanirati in organizirati zelo enostavno dandanes, kot sem omenil. Od tukaj pa do 100% je pa težje, ne, in med teh 20% se skriva milijon teh detajlov. Točno to, kar si omenjala, kako bi pač stvari naredili, da bodo vzdržne, in to vzdržne recimo v naših primerih, ko veliko potujejo tudi družine z nami, vzdržne za vse člane družine. Kako najti aktivnosti, ki so pač, ja, primerne za vse, ne, se pravi tudi tako za otroke kot za odrasle, ne. In saj pravim, v teh 20% je potem cela znanost in s tem se največ ukvarjam recimo, ne. Kako to izpopolniti. Mislim, jaz lahko temu pritrdim. Pritrdim lahko temu, v tem smislu, da točno to sva, z možem ugotovila, da je dejansko splanirati v lastni režiji potovanje ni problem, ampak da je pa en cel kup enih podrobnosti in res veliko dodane vrednosti, če to naredi nekdo, ki se na to spozna, recimo kot si to ti, zato ker bistveno, bistveno, bistveno več vidimo. Ful ni tega mrtvega teka vmes, ni ustavljanja samo zato, ker pač rabimo se ustaviti, ker smo pač preprosto utrujeni. Veliko bolj ciljno je in na koncu tudi v resnici veliko več doživiš, a ne. To je bilo tako zame kar, v srednjih letih kar razodetje, denimo, ne. Ja, ja. Prej se mi je zdelo, da to, mi čisto vse lahko sami. Ja. Zdaj pa nisem več tako zelo prepričana. Ja, pri čemer je treba povedati, da ste vi izkušeni popotniki in pač ne potujejo z mano v veliki meri tako izkušeni popotniki, kot ste vi. Ampak vseeno, mislim, da je izkupiček je absolutno večji. Je pa to, da te nekdo pač med potovanjem ves čas nekam malo sili, nekam malo poriva, ne. Pride včasih tudi do razhajanj v nekih mnenjih, ampak meni je važno, da nekdo z distance, ne ko pride domov, takrat si spet utrujen, ke imaš dolgo pot za sabo, povratka,
Ampak z distance nekaj tednov, ko se obrneš na potovanje, pa rečeš, wow, tule smo pa res veliko. Predvsem ne videli, ampak doživeli, ne. Ampak, to je tudi denimo logično, to je pa vedno, kadar je več ljudi na kupu, a ne, različni smo, imamo tudi različne prioritete. Recimo že znotraj moje družine, recimo jaz izrazito imam prioriteto na hrani. Recimo, kar lahko rečem, da recimo tvoja prioriteta to ni, a ne. Pri čemer, pri mojih otrocih tudi ne. Lahko praktično jesta karkoli in kjerkoli, v redu je, a ne, samo da nista lačni. Lahko potrdim. Lahko potrdiš, hočem povedati, da je to normalno, da ves čas, a ne, in jaz praktično skozi, kadar sem s tabo, skozi malo težim, a bomo danes pa jedli, a bomo danes pa imeli čas za kosilo, a bomo danes pa imeli večerjo. Hočem povedati, da je to tudi relativno normalno, da vsakdo stremi k temu, kar mu nekaj pomeni. In na potovanju pride do izraza to, kako zelo smo različni, a ne. Ti si denimo človek, ki mu noro veliko živali pomenijo, in boš naredil vse za to, da vidiš neko, pa se smotano sliši, če rečem eksotična žival, preprosto nekaj, kar sicer ne bomo videli ali pa kar sicer ne bi opazili, a ne. Ja, ja. Glede hrane, če se vrnem, absolutno priznam, opazka je na mestu. Bi pa vseeno rekel, pač da mi je Nismo lačni nikoli, ne. nismo lačni. Ne. Mi je povsem jasno v bistvu, da ljudje ne morejo biti zadovoljni in otroci bojo tečni in rad bo topel obrok in zvečer se bomo vedno nekje usedli, čez dan je pa res težje, ne. Čez dan. Čez dan se je treba premakniti, težave so tudi zjutraj, ke so živali aktivne zjutraj, in če hočemo iti si jih ogledat, bomo mogoče pozno jedli zajtrk ali pa bo ta suh, ne, na poti, kar ni idealno, ker jaz recimo doma, ke sem doma, ne grem, ne premaknem se preko, pozajtrkujem in to konkretno, ne. Ampak na potovanju dostikrat žal to ni tako, ampak ja, gre za iskanje enega ravnotežja, ne. Zdaj včasih si bolj uspešen, včasih manj, ampak, je kar izziv, ja. Kaj še opažaš? Omenil si, opažaš, da je na destinacijah vse več ljudi, da določene destinacije, ki so bile še par let nazaj relativno neki hidden gem, to zaradi količine turistov kar naenkrat niso več. Opažaš, nekih manj pristnih izkušenj, tudi recimo pri nastanitvah, pa recimo vem, da opažaš, kako izgineva podvodni svet, recimo že pri šnorkljanju, kaj šele pri potapljanju. Kaj ta strah recimo, ali pa fear of missing out, jaz imam to zelo izrazito, a ne. Mene je groza, ko vidim eno destinacijo, na kateri sem bila 15-20 let nazaj, in danes, ne vem, en tak primer je Kuba, en tak primer je Flores. Zdi se mi, da izgineva nekaj, česar moji otroci nikoli več ne bodo mogli izkusiti in videti, in da nikoli ne bodo mogli tega dela sveta izkusiti na način, kot je nekdaj bil, ker včasih smo vendarle rekli: "Saj boste, zrastle pa boste." Zdaj pa vidim, da to sploh ni več samo po sebi umevno. Kako ti to doživljaš? To izginevanje? Zelo podobno kot ti. Imam en velik pritisk na sebi, včasih se malo potolažim, jaz sem pač že 50 plus in si rečem: "V redu, v tem nekem mojem, obdobju, ne, bomo še našli, nam uspeva, pač gremo dlje, gremo drugam in tako naprej." Ampak situacija je taka, ne bi rad ustvaril nekega pritiska, ampak res ni za čakati. Recimo, kar se podvodne situacije pod vodo tiče, pač korale iz nekih procesov, kakršnikoli že so, ali so naravni ali nenaravni, odmirajo tako pospešeno, da je treba res, res se potruditi in iti daleč, če hočemo še ta živopisen podvodni svet, doživeti. Pristne lokalne skupnosti tudi, ne. To se zelo, zelo hitro razvija. Jaz sem zdaj, prav zadnje potovanje moje je bilo v Indiji in Indija pač kot država, ki ima največ ljudi na svetu, podobno kot je bila nekoč Kitajska, se razvija s svetlobno hitrostjo in to izgineva pred tvojimi očmi. Tista vasica z blatnimi hiškami, ke so zdaj kar naenkrat pozidane, ljudje imajo vse naprave, ogromno lokalnih ljudi, ke ima veliko in so pač, si lahko veliko privoščijo in si jih prej nismo bili navajeni, da si bomo z njimi delili določene koščke. To je, jaz mislim, da to nepovratno. Po eni strani ne smemo biti sebični, ne. Tudi ti ljudje, ke pridejo na neko destinacijo, so to drugi sopotniki, ali so to turisti, ali so to lokalni turisti, imajo glih tako pravico biti tam kot mi. Tako da zame je tule bolj, bom rekel, ena misija, kako v bistvu te neke meje premikati, kako najti še vedno to, pa da to ni za Ali vsako pa ceno. iskati druge stvari.
Saj konec koncev morda je tudi to del potovanja, a ne. Nekdaj je bilo tako, zdaj je drugače, ampak ta drugačnost je zdaj pač nova realnost, a ne. Ja. Saj, nam je verjetno zanimivo videti neko pleme, ki živi v blatni hiši, si pa predstavljam, da njim prav zelo zabavno pa ni živeti na ta način, sploh če vidijo, da je možno tudi drugače. Ja. Če nimajo nič od tega, ne. Če nimajo Če čisto nimajo nič od nič od tega, tega, ja. da so oni kot v nekem človeškem živalskem vrtu, res jim ni prijetno in tja tudi ne želim iti, ker so ljudje v stiski. Ne vem, na Madagaskarju imaš ljudi, ki so lačni. Tako da v bistvu mi moramo nekaj vrniti njim, nekaj dati in iti s pravimi pričakovanji. Ne bomo teh ljudi našli tam nekih plemen, ki so goli ali pa s peresi na glavi, pač ljudje nosijo kavbojke. Ljudje imajo mobilne telefone, nimajo smartfonov, ampak nekaj imajo, s čimer komunicirajo. Ampak še vedno, ne, ke nekam pridemo, se pač oni potrudijo ohranjati neko tradicijo tudi zaradi turizma, ke imajo nekaj od tega, ampak ne samo zato. Jaz sem to na svoje oči nazadnje videl v Papui Novi Gvineji, ki je res odmaknjena destinacija, in smo imeli veliko neke vrste predstav ljudi, ampak so nam res iskreno povedali, da bi oni tega ne bi ohranjali, ker ne bi mogli. Zdaj pa tako, mi pridete, nekaj date, pa ne veliko damo, res. Niso to drage stvari, kot bom rekel, kot v prestolnicah evropskih, deljeno z 10 ali pa 20. In jim to omogočimo in moraš to tako sprejeti. Če greš s tem mindsetom tja, ti bo super. Če greš pa tja iskat ljudožerce, ki jih ni že 150 let, pa veš, da so nekoč bili v Papui Novi Gvineji, boš pa razočaran, ne. A si kje našel kraje, kjer ni Coca-cole pa ni telefonov? Ja, veliko krajev je, kjer ima telefon samo nekdo v vasi, recimo v Papui Novi Gvineji je tako, Madagaskar, marsikje nimajo otroci, ampak v večini teh destinacij, kjer smo, imajo že otroci, so namesto neki drugi igri, pač gledajo v ekran, kar je malo žalostno, ampak to je tudi del tega razvoja in ne vem, zakaj bi mi lahko, oni pa ne, ne. Šli bojo skozi to fazo tako ke mi. Šli bojo tudi čez fazo, ko bojo ugotovili, da to ni optimalno, pa bojo začeli to opuščati. Tudi bojo, Samo. mogoče še prej kot mi, mogoče bojo v tem bolj uspešni kot mi in jaz jim to želim, ampak ja, zdaj so pač v tisti začetni fazi, ki je malček žalostna. Prej sem se pa zasmejal, je bilo pa to, ke si Coca-colo omenila, in smo bili zdaj nekje, v Indiji, nekje v enem odmaknjenem delu, in je bil neka baraka, kamor smo se ustavili za nekaj pojesti oziroma spiti, in je bila cela brendirana v Coca-colo, cela rdeča in vsi logotipi Coca-cole, ampak Coca-cole niso imeli. Je rekel, že dolgo je nimamo več in ni bila dostavljena in so bili otroci razočarani, ke so to videli, ampak ja, tako da prav zbežati ne moreš, ne, ampak realnost je pa še vedno marsikje tako ali pa Pač preprosta. Coca-colo omenjam zato, ker se mi zdi, da v vseh, državah tretjega sveta, kjer denimo nimajo komunale urejene, pa jim ne odnašajo odpadkov, kar zares vsepovsod vidiš, ja, je veliko plastike, pa Coca-cola, flaške ali pa piksne vsepovsod. In res vidiš, kakšen onesnaževalec je to, in res bi bilo treba neka sistemska rešitev, ker pridejo v bistvu, prevzamejo primat, morda tudi zaradi odvisnosti, in potem jih pustijo v tisti bedi in v tistih odpadkih, a ne. Ja, to moram pa prav se malo prijeti za tole zadevo, kar je Indonezija. To je ena taka velika država z ogromno odmaknjenimi otoki, ki je nam zelo pri srcu. Ima zelo res lepih kotičkov, eksotičnih, tropskih, morskih, in hodimo veliko tja. In imajo izjemno težavo s plastiko odpadno. In zdaj ti prideš na neko res sanjsko plažo. En sopotnik me je vprašal, bili smo na Borneu, na enem atolu odročenem, kamor se Upsi, v redu je. Luč. Luč. kamor se sicer vračam tudi čez par tednov. In sem bil napisal na spletni strani, ker imamo opis od nas, ki potujemo, in vsak ima pač nekaj, najljubša žival, najljubša plaža, in to. Jaz sem imel to plažo na Maratuj napisano tam, ne, in pol smo prišli in ta plaža, na to plažo so tokovi prinesli, ne bom rekel tone, ampak na tisoče plastenk iz nekega velikega mesta, par dni prej, ke je bilo neurje, in je bilo grozno videti. In te plastenke so bile 90% iz korporacije Coca-cola, to moram reči, a je bil Sprite, Fanta, Coca-cola. In mi je ta sopotnik pogledal in rekel: "Uroš, to je tvoja najljubša plaža, ke imaš na spletu?" Sem rekel: je bila." Bila je. Bila je res, ja.
in zdaj moram jaz spletno stran popraviti, ampak jaz se ne vdam tako hitro. Zdaj gremo še enkrat čez par tednov tja pogledat, in če bo situacija taka, A so morda tokovi odplavali kam drugam, te nesrečne plastenke? nekje so, ne. Saj vemo, da ocean ima 100-kilometrski, smetišče te plastike nekje v Tihem oceanu, tako da nekje je to, ne. Kaj pa, če te vprašam, kaj na potovanju se ti je do zdaj zgodilo, kar te je najbolj, ne bom rekla ponižalo, v smislu, da si bil ponižan kot človek, ampak da ti je pokazalo, kako majhni smo in kako zelo pravzaprav en nepomemben del smo pravzaprav naši, nam se zdi, da kontroliramo dobršen del vsega. Zdi se nam, da lahko življenje prikrajamo temu, kako želimo, da se odvija. Ampak potovanja ti velikokrat pokažejo, da si en majhen košček v eni sestavljanki, ki se dejansko sestavlja sama od sebe. Ali ti si tam ali te pa ni. A si imel kakšno tako izkušnjo, ke te recimo tega uči? Morda v povezavi z živalmi? Mogoče recimo ne bo glih odgovor direktno na to vprašanje, ampak kot organizator, s čimer se srečujem, zdaj mi smo včasih imeli občutek, da smo mi zahodnega sveta, iz prvega sveta, vse pomembni, vse mogočni, ko smo nekam prišli, da so nam rdeč tepih razgrnili, naš zahodni denar, dolarji in evri so lahko vse kupili, daleč, da je to več tako. Greš v Brazilijo, oni imajo pač v Braziliji milijone lastnih ljudi, ki potujejo in imajo tudi toliko denarja, in v Indoneziji, in na Filipinih, in kjerkoli, in v bistvu te kar malo takole, ne, potučkajo dol, da nisi ti zdaj pač ta glavni. Jaz sem se sicer tega navadil, ampak mrzlo, ke pridem, mislim, da se nam vse vrtelo okrog nas. Tega več ni v teh državah, ne vrti se več vse okrog zahodnega turista in mislim, da je prav tako. Drugi aspekt, ja, je pa narava, ne, ja. V naravi pač so stvari, ki so res močnejše od tebe. Včasih celo, bom rekel, moraš imeti ta respekt do morja, do morskih tokov. Do živega blata, kot je bila recimo naša izkušnja v Ekvadorju. Noro, noro. Na primer, ja. Takih stvari, ne, ko ugotoviš, da do ognja, do česarkoli, to moraš pač imeti res respekt, ker mi tam narave ne poznamo. Glih če se vračam k morju, recimo mi v Jadranskem morju, ki nam je znano, se ne dogaja, da ti pridejo tile, ko se po slovensko reče, undercurrenti, ke te bo odnesel v morje in se lahko ne boš rešil iz tega. Ti moraš tam pač resnično z nekim spoštovanjem tja priti, vprašati lokalce, gledati, kaj oni počnejo, zakaj se njihovi otroci ne kopajo, mogoče ne zato, ker ne znajo plavati. To se dogaja. Niso danes na plaži zato, ker ta voda ni mogoče v redu, pa se moraš malo pozanimati. In narava tako, ja, ni pa recimo v povezavi z živalmi. Je bil en tak, recimo spet sveža izkušnja, ke smo opazovali tega tigra, ke sem ga prej omenil v Indiji, v tem parku, in smo vozili za njim, ker smo ga pač hoteli opazovati, ne, z neke pač pravilne distance, kot to velja po pravilih v parku, ampak se je obrnil, stekel proti, zarenčal in pač nam dal vedeti, da to je pač njegovo kraljestvo in da on zdaj markira teritorij, da nismo zaželeni, in je tudi, bom rekel, kmalu pol rekel tudi vodič, da Dovolj preganjanja dovolj tigra. preganjanja tega tigra, absolutno, ampak ti dajo vedeti, ja. Nisem pa, če bi me pa to vprašal, da bi pa prišel prav tako, kljub temu, da sem res v živo videl že ogromno teh nekih, ja, živali v divjini, tudi nevarnih in tako naprej, nikoli pa prišel v situacijo, da bi pa se ustrašil nečesa ali neke kače ali neke zveri ali česarkoli. Tudi delam na tem, da ne bi prišli do tega. Čeprav smo ljudje malo, nenavadni, v smislu, zdi se nam, da samo zato, ker imamo priložnost opazovati neko, divjo žival, da se nam kar zdi, da bo neka supremacija človeštva poskrbela, da nam ta žival nič ne bo naredila. Ne vem, bom dala primer teh morskih levov recimo v Ekvadorju, a ne. Skozi so opozarjali, da je to vseeno divja žival in da če se počuti ogroženo, bo ugriznil in lahko ugrizne močno, lahko ti predre kakšno arterijo, a ne. Ampak mi smo še kar recimo rinili tja v tiste morske leve, ker se nam je zdelo, ja, saj so v bistvu, saj so tukaj z nami, v resnici smo bili pa mi na njihovem teritoriju, a ne. Ja, pa si se dotaknila, zdaj bom rekel, Galapagosov, kjer so te živali, vključno z morskimi levi, še najbolj navajene ljudi in so, bom rekel, zelo sproščene, ne. Mars, kje pa res moraš imeti malo več
distance in spoštovanja, se držati pravil, ki niso tam pač brez veze. Te pa pol v zameno te pa te živali, bom rekel, v navednicah nagradijo. So res take globoke izkušnje in meni so všeč predvsem, ker so nepredvidljive. Jaz dam na eno stran recimo cerkev, ki je v nekem mestu vedno, in tja boš prišel in si jo boš ogledal in odkljukal in vse je lepa in v redu, ampak vedel sem, da bo tam. Za onega tigra nisem vedel. 4-krat sem bil. Ampak ta element presenečenja, nepredvidljivosti, spremenljivosti je tisto, ki mi v bistvu še največ, bom rekel, pri sami naravi, in živali v njej še največ pomeni, no. Kako se pa z nevšečnostmi na potovanjih soočaš? Lahko bi uporabila tudi izraz, ne vem, višja sila, ampak dajva reči nevšečnosti, a ne. Od zamujenih letov do kakšnih odpovedanih letov, pa še marsikaj drugega. Denimo, da aranžma ni takšen, kot je bilo mišljeno, da je tudi kakšen skem kdaj kje posredi, da ti odpovejo, ne vem, neko plovilo, ki bi moralo biti tam zate. Ja. To je pač neizogibna stvar takih potovanj, ki jih mi organiziramo in gremo zavestno v to. In ne bom rekel, da je lahko nam, ker si pač izpostavljen zaradi tega, ampak ja, ne moramo vsi delati istih potovanj, ne moramo biti vsi ziheraši, ne moramo vsi pač biti, hoditi po hotelih, ki nam dajo največje rabate, in po mestih, ki nam te prej omenjene cerkve in muzeje in galerije ponujajo. Pač jaz sem šel zavestno v to in takoj že mogoče drugo potovanje je bilo, ko v bistvu zaradi razburkanega morja nismo prišli z enim hitrim čolnom, na Borneu je bilo v pristanišče, ker je bilo tudi naše letalo, in smo potem mogli 3-4 lete, sem mogel jaz pač. In mi je komaj uspelo zorganizirati, da smo ujeli mednarodni let. In ja, veliko je takih nepredvidljivih situacij. Taka je bila zdaj precej v medijih, je bilo to na Bližnjem vzhodu, Nam se sicer na srečo ni zgodilo, ker smo imeli drugačne lete iz Indije z Lufthanso, ampak ja, ogromno Slovencev se je bilo v vseh medijih, so ostali tudi po 2 tedna nekje ujeti, Neka agencija je mogla pol poskrbeti, neki so leteli celo z Maldivov Malezijo na Kitajsko in na drugi konec sveta, da so potem od tam lahko prišli domov, in da kdo je vseeno mogel pač te karte kupiti, organizirati in tako naprej, No, ampak morda ravno tukaj pride do izraza, da imamo v bistvu lahko 2 različni miselnosti, a ne. Preprosto miselnost je lahko tudi to, določena tveganja in določene nepredvidljive okoliščine pridejo s potovanjem. Še celo doma se ti zgodi, tako kot se je meni danes zjutraj, da sem imela gumo na tleh v avtu, takle žebo noter našla. Po drugi strani, kako se ti ne bo na drugem koncu sveta. Konec koncev, to naše pričakovanje, da bo vse teklo gladko, je tudi malo milni mehurček, ki nas mogoče postavlja v neko pozicijo, kjer ne bi smelo zares biti, a ne. Ja. Kdo pa smo, da bo šlo vse gladko? Ja. Mogoče smo se navadili, Ta mehurček, v katerem mi živimo, je recimo ta razvit svet, Evropa. To je že do potankosti vse deluje in je organizirano. Recimo jaz sem bil prav šokiran lani, ko se je zgodila ta nesreča v Lizboni s tole vzpenjačo, ker pač v Evropi se te stvari ne dogajajo, ampak v tretjem svetu je to stalnica, Oni pač težko dobiš ti neko plovilo, ki bo imelo radar in ki bo imelo dovolj rešilnih jopičev za vse sopotnike. Čeprav stremimo k temu, ti se dogovoriš vnaprej in zahtevaš, pa prideš na destinacijo in prešteješ in ne vem. No, saj potem pa so rešilni jopiči, pa jih nočemo imeti gor, ker se nam zdi, da Ja. da je to brez Pol veze. pa mi tako Pol pa mi reagiramo, tako, ja, ampak če bi se kaj zgodilo, bi pač prideš pa lahko hitro v situacijo, ko bi nekdo prišel in rekel, ni bilo dovolj rešilnih jopičev, kdo je organizator, in pol smo na tem, bom rekel, področju, ki ga ti mogoče boljše poznaš kot jaz, skoraj pravnem že, Drži. Drži. Mogoče samo še za zaključek, a vidiš, ni se bilo za bati, koliko veliko časa bova imela. Noro, ja, to noro. Zelo velikokrat dobim 45 minut je veliko, potem pa ugotoviš, ko se začneš pogovarjati, da 45 minut ni nič. Kako odgovarjaš na očitke, da popotniki soprispevamo k onesnaževanju okolja? Če bi ostali doma, bi porabili toliko in toliko manj kerozina, toliko in toliko manj plastike, toliko in toliko manj enih stvari, ki pridejo s turistom.
brisače v hotelih in podobno. Ko damo to dvoje na tehtnico. Ja, da tehtnico treba dati, ker je pač odgovor je večplasten, ne. Kar se tiče kerozina, nimam kaj reči. To povpraševanje po potovanjih, ki res raste in je veliko globalno gledano, ne, je povzročilo to, da če gremo na Flightradar ta trenutek pogledat, bomo videli tisoče pikic in letov in to pokuri ogromno goriva in to je velik onesnaževalec, ne. Mislim, da 10-15% globalnega onesnaženja pride z letalskim prometom in to tako je, po drugi strani pa Ja, naj private jete prepovejo. vsaj to recimo, ja. Ali pa recimo vsaj po Evropi, ne, kamor se da priti z vlakom, pač ni nobene potrebe, da so tile kratki leti, ne, ampak za čez ocean res ni druge izbire, ne. Tega se zavedam, po drugi strani, ko nekam pridemo, kot sem prej omenil, recimo ne omogočamo neke kulturne izkušnje, ki bi lahko izumrle, zato ker ne bi lokalci več videli smisla, predvsem mlajše generacije, ki pač razumejo jezik denarja in potem vidijo, da je to lahko neki pripomore skupnosti ali pa celo dobičkonosno in potem ohranjajo neke stvari. Kar se tiče živali, če ne bi bilo nas, če mi ne bi hodili v parke, bi bili ti parki vedno manjši, nobenih ne bi čuval, ne bi bilo denarja za rangерje, ne bi bilo zaščitenih območij, absolutno ne. In s tem ogromno pripomoremo, bom rekel, k tej naravovarstveni miselnosti, lokalni, ki se na kakšnih destinacijah, meni pride na misel recimo Kostarika, to je že way of life, oni pač s tem živijo, to je pri njih in oni bojo ohranili to svojo Kostariko 100%. Ampak brez obiskovalcev, ki bi jim nekako poslali ta signal, da je pač to nekaj zanimivo, da je ta žival vendarle ni za v lonec, da je mogoče nam ogromno več pomeni, če jo lahko opazujemo in bomo pripravljeni za to tudi plačati, ne. Recimo pravijo za eno oceansko manto določenih destinacij, da je vredna €1 milijon skozi turizem, prej so jo pa ulovili za €25, kar je bilo nekaj mesa, nekaj malega. Tako, to mi pade na misel, tako da je treba dati stvari na tehtnico. Ja. No, pa še en aspekt je, če smem dodati, da v teh časih AI-ja bo vse večja in večja in večja vrednota, pač commodity, da so stvari pristne. In to bo preprosto postalo mnogo bolj povpraševano, kot je bilo še malo prej, zato ker nam bo te pristnosti toliko manjkalo, da bomo pripravljeni za njo res veliko plačati, a ne. Ja, absolutno me to tolaži. Tudi na temo recimo fotografije, s katero se ukvarjam, se vprašaš, kaj mi zdaj to pomeni, saj lahko vse mi naredi umetna inteligenca, ampak ne, ljudje še vedno ločijo in vedno bolj bomo, kaj je pristno. Vedno bolj in vedno več bo vredna fotografija, ki je Avtentična. ki je avtentična. Drži. Uroš, najlepša hvala, da si si vzel čas. Želim ti čim več lepih izkušenj, čim več nekih zanimivih potovanj. Želim, da čim dalj časa spomniš vse nas, da ohranjamo to miselnost, koliko je narava lepa, koliko je na nas, da jo v bistvu ohranjamo, tudi s pomočjo pravilnih odločitev, pravilnih potovanj. In na kmalu nasvidenje na kakšnem novem potovanju. Hvala, naj traja. Hvala. Lepo se imejte, adijo. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.